A3 je luč sveta ugledal daljnega leta 1996. Takrat je Audi z njim pravzaprav ustanovil prestižni razred kompaktnih vozil, katerega odločni predstavnik sta bili tudi naslednji dve različici. Zdaj je čas za novo, četrto po vrsti. Ker se ve, iz katerega koncerna Audi prihaja, tudi pri motorjih skrivnosti ni. Še več, vsi so temeljito preizkušeni, kar je lahko za končnega uporabnika, torej za kupca, le še velik plus. Po vzoru bratov in sester se je že vedelo, kaj bo glavna nit njegove notranjosti. Digitalizacija seveda, a če sem lahko malce pristranski, je med vsemi družinskimi člani v A3 digitalizacija podana na najboljši možen način. Toliko na kratko o novem A3, zdaj pa si ga poglejmo še bolj podrobno. A še prej, ste se že naročili na naš kanal, da boste redno obveščeni, kaj se dogaja v avtomobilizmu in mobilnosti nasploh. Sicer je pod videom ikona naročij, zraven je pa zvonček. Pri Audiju so novi A3 v svet pospremili z oznako modelska uspešnica 4.0. In z njo praktično povedali vse, da je prodajno zelo uspešen model, ki je že vse od leta 1996, ko so z njim pravzaprav ustanovili prestižni razred kompaktnih vozil. Z oznako 4.0 pa so po vzoru nam bolj znanih telefonskih nadgradenj namignili, da je pred nami četrta generacija, ki pa je hkrati seveda tudi zelo digitalna. A še prej se malce vrnimo v preteklost. Namreč, ko se je rodil prvi Audi A3, je imel tisti avto zgolj troje vrat. Malce za šalo, malce za res. Ko rečemo troje, mislimo dvoja stranska vrata in zadnja vrata. Ta štejemo le v primeru, ko se pokrov prtljažnika odpira skupaj s šipo. Čeprav ne boste verjeli, obstajajo tudi avtomobili, ki imajo troje vrat na strani, ampak teh je res zelo malo. Tudi v drugi generaciji je A3 najprej ponujal troje vrat, potem pa se je rodila različica Sportback in takoj postala uspešnica. V tretji generaciji je Audi dodal še limuzinsko različico, v četrti pa bodo kupci ob limuzini lahko izbrali samo še različico Sportback, ki torej ponuja 5 vrat. Ne samo pri Audiju, v celotnem koncernu so se namreč odpovedali različicam s 3 vrati. Stopanje na zadnje sedeže je zahtevno, še težje je mladi mamici položiti tja otroka. In tako je praktično premagala obliko, a tudi s 5 vrati je A3 brez dvoma všečen avtomobil. Ker so avtomobili nekako razdeljeni na prednji, zadnji in stranski del, se nam velikokrat zgodi, da nam je kakšen del bolj všeč kot ostala dva. V primeru Audija A3 bi težko izpostavil, kateri del avtomobila mi ni všeč. Namreč A3 je ravno prav velik ali, če hočete, majhen, glede na to, da je Audijeva vstopnica v svet premijskih avtomobilov. In kot tak ne ponuja dolgočasnih ravnih delov, kar se velikokrat zgodi z bočno linijo. V primeru Audija A3 zanjo res ne moremo trditi, da je dolgočasna. Potem je tu prednji del. Brez dvoma najbolj izstopajo široka mreža hladilnika z enodelnim okvirjem in navidezni reži za zajemanje zraka. Zanimive in predvsem posebne pa so še dnevne luči LED žarometov. Sestavljene so namreč iz 3 ločenih LED segmentov, posledično pa bo Audi z dnevnimi lučmi lahko podajal različne svetlobne grafike. In potem ostane še zadek. Bolj kot je avto kompakten, lepši se nam ta zdi in tudi v primeru Audija A3 zadek ne razočara. Kar seveda v celoti pomeni, da je novi A3 oblikovno všečen ali pa vsaj zanimiv s čisto vseh strani. Pohvalno je zunanji podobi sledila tudi notranjost. Ali drugače povedano, Audi A3 je oblikovno svež v notranjosti, vsaj toliko, kot je svež zunanjo obliko. Zdaj se verjetno že ponavljamo, a po vzoru ostalih vozil iz koncerna Volkswagen tudi A3 v primeru samodejnega menjalnika nima več prestavne ročice. No, jo ima. Če temu lahko rečemo prestavna ročica, a bolj smiselno bi bilo, če bi ta majhen zvod poimenovali izbirnik prestav. Dovolj je namreč kratek pomik navzdol in že se peljemo naprej. Če zvod potisnemo navzgor, pa se zapeljemo nazaj. Ko se hočemo ustaviti oziroma parkirati, pa je dovolj zgolj pritisk na gumb P. Pa brez skrbi, če avto oziroma njegov motor prej ugasnemo, se bo menjalnik samodejno prestavil v položaj P. A notranjost novega Audija A3 ni samo nova prestavna ročica. So tudi velika in pregledna armaturna plošča, jasno na račun Audijevega virtualnega kokpita
ki ponuja različne poglede, všečne pa so tudi kljuke za izstopanje. Potem pa je tu še klavirski lak, na katerega so pri Audiju močno ponosni, saj naj bi v A3 prišel iz večjih in prestižnejših modelov. A žal je ta lak videti dobro le takrat, ko je povsem čist. Večino časa pa se na njem pozna kopica prstnih odtisov. Če pa ste tip voznika, ki v notranjost stopa z mikrofibra krpico, pa se vam seveda iskreno opravičujem. Kot sem že v uvodu omenil, pa različica 4.0 prinaša predvsem digitalno posodobitev. V ta namen Audi A3 nastopa z nekaj več kot 10-palčnim osrednjim zaslonom, ki je povsem integriran v armaturno ploščo. Da je občutljiv na dotik, je seveda logično. Ob uboganju glasovnih ukazov pa Audi ponuja še zanimivo rokovanje z različnimi sistemi. Po zaslonu lahko pišemo kar s prstom. In to tako vse povprek, pa sistem vseeno prepozna, kam se recimo v primeru navigacije želimo odpeljati. In da je vse to mogoče, gredo zasluge novemu modularnemu osrednjemu sistemu tretje generacije. Ima namreč kar 10-krat večjo procesno moč od predhodnika, a na vse zadnje tudi potrebuje, da je kos vsem digitalnim, telefonskim in internetnim povezavam. Saj veste, A3 4.0. In vožnja? Večino bi o njej morala razkriti že oznaka na zadku avtomobila. A dvomim, da smo si že vsi na ti z novim Audijevim motornim poimenovanjem, zato naj razkrijem, da kratica 35 TFSI označuje 1,5-litrski turbobencinski motor s 110 kW. Tako kot v ostalih koncernskih modelih, tudi v A3 motor poskrbi za ugodno porabo goriva z izklopom 2 valjev. A če bi načrtno želeli voziti le s polovično močjo, kar torej pripomore k nižji porabi goriva, bo potrebnega kar nekaj treninga. Pa tudi vožnja ne bo ravno dinamična. Bo pa podobna tisti iz našega nornega kroga, kjer je tale Audi porabil vsega dobrih 5 litrov neosvinčenega goriva na 100 km. Vendar pa dvomim, da si bodo vozniki trenutno najmočnejšega Audija A3, močnejši motorji namreč pridejo nekoliko kasneje, prizadevali za čim nižjo porabo goriva. Tudi zato ne, ker avto ponuja uravnovešeno in zaradi opreme S-Line tudi športno podvozje, ki je kos še tako zahtevni in dinamični vožnji. Slednjo si lahko olajšamo z uravnavanjem vozne dinamike, ko lahko preko sistema Audi Drive Select izberemo trše podvozje in hitrejše prestavljanje samodejnega menjalnika. Ta mimogrede deluje odlično. A po drugi strani, tale Audi A3 ponuja tiho in udobno vožnjo, ter tudi tako kaže, zakaj spada med premijske avtomobile. Bi bil pa krivičen, če ne bi omenil še cene testnega A3. Pa ne zato, ker je bila njegova cena dobrih 43 tisoč evrov, ampak predvsem zato, ker je na račun dodatnih evrov avto bil zares dobro opremljen. Vsega seveda ne bom našteval, a denimo brezstični ključ, asistenca za samodejni preklop dolgih luči, prilagodljivi tempomat, odličen audio zvočni sistem, kamera za vzvratno vožnjo in še mnogi drugi tale avto naredijo zares odličen. In če si kdo zdaj v brk mrmlja, češ kako drag je tale Audi A3, naj vas spet spomnim, da je govora o avtomobilu premijskega razreda. V njem pa avtomobili niso poceni. Tudi zato ne, da niso vsakomur dostopni. A če tudi imaš dobre sestavine, ni nujno, da bo torta uspela. Vendar, če so bili Golf, Leon in Octavia odlične glavne jedi, je A3 še boljša sladica, kar pa se na vse zadnje od premijskega avtomobila tudi pričakuje.